Meni se zdi možno, pa ne vem, če se strinjaš, da je, ko si rekel, da hočeš, da so besedilo dosegljivo. Zdaj čisto v kvantitativnem smislu, največ ljudi je verjetno, so dosegle zgodbe, ki so bile objavljene v Življenju in tehniki. Se strinjaš? Ja, bi rekel, da najbrž res, ja. Tam je ne vem koliko naročnikov. Tam je največ naročnikov, pa tam sem tudi največ v resnici objavljal. Ne. In seveda tam si objavljal samo znanstveno fantastiko. Ja, sem jih pa tudi objavljal pod psevdonimom precej. Ne vem, točno sam ne. Ja, zdaj sem se spomnil, zakaj je bilo to tako. Zakaj sem jaz to delal pod psevdonimom. Je zato, ker v Življenju in tehniki to je dolgoletna tradicija znanstveno-fantastičnih kratkih zgodb, ki so na koncu objavljene. To je ena od stvari, eden od razlogov, zakaj sem se sploh podal na to literarno pot, je zaradi tega, ker sem rad bral te kratke zgodbe. Na koncu sem bil len bralec, nisem rad bral, tam so bile pa kratke zgodbe, to je bilo nekaj za mene. Ne? In pa še zgodbe so bile take intrigantne, da so mi dale malo misliti in se malo potem še v njih razmišljal pozneje, tudi včasih sploh nisem kapiral, zakaj se gre, pa snuca en cajt, da sem si prišel gor, kaj bi to pomenilo. V glavnem, ja, in iz izkušenj pa sem tudi vedel, da kadar so bili tuji avtorji, je bila zgodba dobra. Če pa bil jugoslovanski, slovenski avtor, sem pa reč preskočil skoraj. Sploh, ko je šlo za starejše izdaje, pa sem se pa jaz pod angleškim psevdonimom